je dobra, ne? Rekao, da. Kje to repete? Pred to trdnjavo je bil v 15. stoletju na tem mestu lesen grad. So ga pa, potem ko so šli tle skozi Francozi, porušili in na takratnih ruševinah so začeli, v bistvu, Avstrijci so gradili trdnjave od avstrijske meje do tu, 40 trdnjav in predzadnja v nizu je zgrajena ta. Letnica je notre 1881-82, kar pomeni, da so za to ogromno delo potrebovali samo 2 leti. Kasneje so zgradili dobrih 15 let više, še trdnjavo Fort Herman. Herman, ime so dali po stotniku Hermanu, ki je umrl v borbi s Francozi na Predilu. Vseh 400 voščakov iz Slunja so bili, se pravi Hrvati, je umrlo in po njem so poimenovali gornjo trdnjavo Fort Herman. Moram pa reči, da je bila ta gornja trdnjava ena najsodobnejših opremljenih trdnjav, kar so jih naredili Avstrijci od vse od švicarske meje do tu. V bistvu, ker je bila tudi zadnja, je bila tudi najbolj opremljena. Čelo so Avstrijci zgradili že 14. leta, kar vam bom pokazal na čelu, ki je v beton vojak vtisnil letnico 1914, kar pomeni, da so se Avstrijci že leto prej malo pripravljali na te pozicije in jih utrdili. In eno od teh je bila tudi kota 13, kjer so imeli opazovalnico 13, se pravi 1413, 1313 in Avstrijci so ji rekli 13. In smo se mi ustanavljali društvo nekje 90. leta, si mi je zdal par pobud. Od enega možakarja je bilo rečeno 13, jaz sploh nisem vedel, zakaj se gre. Mi bomo 13, čeprav nisem vedel, zakaj se gre. Jaz sem bil tiho, bom že zvedel, kaj je 13. To bo posnetek, a? A seveda. To bo. Dobra pot. To je za ogrevanje, ne? To je za ogrevanje, ja. Ne, da je grobija. Bon, ja. Še dal to na tla. Če ti igraš vedno, pa so? Se ga ne vidi, Mario, tako je da je. Mora biti dolu pa v tudi levi je lipnik. Ta leva, ta bula, taka bula. To je lipnik. Prva. Ja. In no, te so imeli Avstrijci položaje. Dočin tam, ki je pa v Mehli, je pa Vršič. Tem so bili pa že Italijani. Z druge strani. Ja, smo kar blizu. Vse to je bilo v bistvu bojišče. In ko so prišli nazaj, je bilo pa Pogorišče. Skoraj ni bilo drevesa na raveljniku. A, tako? Ja.
tudi na italijanske topniške položaje so imeli granate, ki so imeli v svojih granatah plin. Tle na tem so pa stroho sam plin izstrelili. Tako da v bistvu So tudi sebe pomorili. Ne, niso, ker ni bilo vetra nazaj. So bili pa tudi dobro opremljeni, Avstrijci so imeli maske, ko se gre. In tudi gore, dočim italijanska maska je bilo samo gaza, 2 očali. V bistvu niso imeli niti cajta, da bi jih kladli gore. Tu je bilo trenutek in posledica je bilo samo hlastanje z zrakom. Najbolj so trpeli pa te vojaki, so dobili majhno dozo, tako so tudi so povedali, te, ki so doživeli, da so čez 2 dni v bistvu umirali in pljuvali kri in posledično umrli. In mi smo dobili dokumentacijo, tudi posnetke izstrelkov tega plina po noči in 250 plinskih je res eksplodiralo v teh zajedeh. Med Česočo in Bovcem. In kakšen plin je bil? Fosgen. Fosgen. Domačini so bili izseljeni v notranjosti Avstro-Ogrske, največjih je bilo v Brukendelajte, to je v bližini Dunaja, dočim tudi v Kranjski gori, pa vse posod. Pločevina. Je valj, ko ker imamo dan, se valj strehe razne, ne? Podobno me je Romo, bolj močno, ne? Vidiš, 1, 9, 1, 4. Zdaj, tu je tako slabo vidno, vidiš? Jama je. Je, seveda je. In evo dokaz, da je vodovod bil. A je cel? In še neki, te topove so dali v tiste kaverne spodaj. So jih vzeli proč, ne? Tle so bili pod šusom, se vidi, kako so tle naprej rov, je totalno uničen. Da okole vložili čist za svojega nosa izdelati do tega. Ja, skoraj da. To je neverjetno, če ste mogli reči. Zdaj bomo proti 60 letu naredili. Prav je tista krov. Kaj bi pa tam smila? A, tam Staro Potulje.
Koliko je to debelo? 5 cm, veš, na 6. 6, 5, 6, tam med 5 in 6. Bakrijemo obroč. Ja, to ste pa dela, ne? Ja. Da bomo pole začelo, pole gremo skozi unu vas dol, tam pri žičnici, kar je ostalo, tam še sem po unu kraju posoče, ne? Tudi osmatračnico smo obnovili. Te jarke smo obnovili tkaj, da je možno prehoda. No, evo, kar sem govoril, da je pa najbolj urejeno, je pa to dejanje, ko bomo šli, boste videli vse nove stopnice, nove ograje, barake, plehi nove. Pa bo vas ogrel, bo šlo ven sklomno, da se... Malo prej, kako je tu izdelano. Zdaj gremo še na mitraljejske položaje tle in zapustimo. Imejte pa predstavo, da tu, kar je tle, je bil tukaj skopan tudi hrib naprej in še hrib naprej in hrib temu Javoršku in vse povsod. Pripelješ tle, enega na ogled, greš okrog in vidiš vse na majhnem prostoru. Utrdbe, line, barake. Zeleni, da ne bo videti šparili. Ti boš šel domov? Da, veš o tem? Ne budeš šel. Šalam, kje bomo rezali? Lahko prosim. Ja, ne vem kje, jaz sem zdaj na Trnovem. Ali tu branite? Je rekel, da bo, ampak telefon. Poznate, ne? Ja. Ovo nekaj cajta ni vzakon.
Isto je aurikelj, Zlatica. a zlatica. Isti je za Tolmin. Za Tolmin je uniskal. Most na Soči ne vidi, je od zad. Most na Soči je tam tisto zadaj. tam. Pridite na solarije, res na to dol, zagleda desno. So table, se ne boste, se ne zgubite, se ne zgubite. To je muzej v naravi. Ne, potem imaš pa šolco, pa Lepo, bravo. In gorim je spod letel stanje. Italijani s Poljsko. Kaj boste še take prinesla, Karpato. Nazaj, planinski raj. Nazaj, planinski raj. Hiša je v bistvu ostalo staro ime. Nazaj smo prišli tam do 1700 in še nekaj, a ne toliko so bile prvotno prvih 5 oziroma 9 gospodarjev, tako so bile vse vasi pri nas poštimane, ne, tudi 9 konfinov na vrh hriba je imelo svoj pomen, ne, za tistega, kar rad raziskuje, takrat, ko je še grof zemljo delil, ne, ponavadi jih je bilo 5-9. Cingo! Luiz
križa. Hvati! Vidite ženja. Smo včeraj ženjati, ne? Pisali, ne? Malo vina, politika, ne? Silvan! Silvo, Kora reč, gospod. boš potikal. Lej, tu je v dolini Doblarja, ne, je bila ta kapelca, ki so imeli tudi takrat plinske granate, ne. In potem so pač na sreča se zgodila že 15. So jih dobili Soče, tiste velike, so bile v Maklavc, to je v Poloharju. Lej, tu so bili starši njegovi, vidiš, in tu je brat. Tu so ostanki Prve svetovne vojne, samo kar je območje, ko sem naprej povedala, od Špika do naše krajovne skupnosti Dobreško. Jaz postavljam zdaj na novo, pač moj bivši mož je določene stvari, ki so imele za njega neko materialno vrednost, nesel proč, jaz pa ohranjam oziroma tudi na novo postavljam tisti bolj žensko plat te Prve vojne, ne, recimo ženska plat te Prve vojne, recimo so vse te ročne stvari, ki so jih vojaki delili, ki ne bi prišli jih otrokom, ženam domov, pa jih nikoli ni bilo. Silva, zdravi. Živijo. Sem rekel, da sem si potravil njevo. Jaz sem obljubil, da vam pridem, pripeljem družbo, da imamo samo pol ure časa. Ure časa, jaz imam nekaj vam zapovedati. Tehnološka zbirka tle, kot kmetu, to orodje je to. Tu je za samo obrambo. Zanimivo je tista sajna hor, tista hor, tista slede. Tako, potem sem začel še zbirati še to, kaj tega tle, ta material Prve svetovne vojne. Začetek vojne pri nas, kaj bo pri nas? Kaj se te godilo? Torej, pri Maricel je bila Maša. Pri Maricel, sredi julija 14. leta. Ko so prišli iz cerkve ven, zagledajo flekat, splošna mobilizacija do 45 let. V 14 dnevih vas prazna. Ne, gremo po cesti. Po cesti, ja. Dobro. In roža je med rožami. To je zadnja, ne? Hvala. Poštevajte, da je zadnja flaša. Ja, zdaj ne bo več kombija, ne, zdaj je vaša. Če smo naredili do konca? Zdaj nas jutraj. Bomo malo pomladi zaužiti. Seveda. Ni kaj. To je pa dobra ideja. Ja, ja.
Nagnimo vrt slastjo, kot prej nikoli še, saj za prijateljem je dobro le najboljše. Živijo. Živijo vsem. Malo se vidi, kakšne hačo. Še bili so skrbili, da bomo sami na placu. Nesli smo prinesli sabo, samo trudne nohe. Izglutene šolne. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. Torej, dragi pohodniki, jutri boste nadaljevali pot. Šli boste po Kalvariji do Sovodenj, kjer se vam bodo pridružili še drugi pohodniki. Pridružila se nam bo tudi naša dečakali ob 16. na Brestovcu ob Preskrbljanju. Dobro jutro. Zdaj ta krasna, mislim, ne cesta, steza, kjer so ženske pa tudi moški iz Brd, ki so zdaj v Sloveniji, so nosile v Gorico, na glavi ali v rokah, so nosile češnje in razne stvari na trgu Gorico. Na pobudo domačinov, to so postavili ta spomenik. Tam je, kjer ste vidite stolpe, to je Debela griža. Za Italijane je to Monte San Michele, znana točka, ki ni padla, so jo držali ogri, Mađari, mađarske enote, vse do avgusta 1916. Ne, to je zraven, ne vem. Eno stvar glede imena Kalvarija, no tle smo prej obeležju, ki so ga postavili leta 1926. Takrat je obstajala še tudi politična struktura občina Podgora in ob odkritju spomenika je bila tla velikanska ceremonija, je prišel celo italijanski kralj. Vsako leto tle ob obletnici teh bitk se zberejo tle predstavniki teh veteranskih združenj, vojaških raznih, ker mi smo bogati v Italiji glede teh rodov vojske in tukaj potem polagajo vence in tako naprej. Zdaj bomo položili šopek cvetja v spomin vseh tistih, ne glede na kateri strani so se pač borili. Mogoče še trenutek zbranosti. Hvala.
Mora več mali, to si ni skupaj tam šljago. Rezati na mašino bilo treba, ne? Ja, dobra mašina, lepo je že. Vitka, čau. Dobro je. Si. Ti si preden. Zdaj bomo šli mimo njegovega spomenika. Se ni bil dolgo, par dni se je zadrževal, ker se je predvsem umaknil iz Gorice, ker ga niso ravno lepo sprejeli. No. So mu nekaj grozili in je rekel, grem rešiti nekaj več miru. Kot policaj tle, ko nastavljaš. Da se kakšen nas potakne, da ti jo prevrne. Bogato, bravo. Da ne boste ljubosumni tam dol. Aldo, ti imaš vedno presenečenje. Mož italijanska vojska dobila v tistih dneh. Tretja armada, ki je bila od Pave pa do morja, je Cadorna skoraj pomaknil pred povojevanje. Tako da je rešil severno armado. Tako je preprečil, da bi bila Avstrija in Nemčija skupaj totalno, recimo, ubila, recimo, italijansko vojsko. Da je videti, konek je. Viktor, da ja. Najzahodnejša postaja kurirskih poti iz cele Slovenije je bila tu prav na vrhu. In prvo so postavili tam dol in ko je blizu vasi postalo že sumljivo, za časa Nemcev, ker tisto je bilo tako, ko je Italija razpadla, ker je 43 let. In za časa Nemcev so se umaknili še bolj, rekel ne zaradi zahoda, ampak še bolj, bi rekel, v naravo, še bolj v skrito in je bila, je niso poimenovali P15, ampak z naslednjo številko P16. Igore, pohod, ki si ga je zamislil Silvan in svoji sodelavci, je zanimiv, ker recimo ste tisti, ki se je udeležil pohoda iz Kluž,
do praktično do Bele Griže je prehodil vso Šoško fronto, manjka samo Cidelče, ki je tukaj do morja, vidite tam desno za vami je Jadransko morje. Tukaj smo na Debeli Griži, ta po slovensko Debela Griža, za italijanske vojake je bilo San Michele ali pa in Monte delle Quattro Cime, ki so 4 majhne vzpetine, tukaj ni en hrib, tukaj je ena majhna, recimo tako en hrbet dolg, ki se razprostira tako skoraj 1 kilometer in so recimo iz nižine, kjer so oni napadli, kjer je Soča, so italijanski vojaki napadli za 15 mesecev, to je od maja, junija leta 15 do avgusta leta 16, ko je skupaj z Gorico in Kalvarijo, ki smo bili danes zjutraj, mislim, polovica pohodnikov na tistem spomeniku obeleži na koti 240 pod gore, je padla v roke italijanske, sicer Avstrijci so se umaknili in so se potegnili na obrambno črto, ki je tekla recimo vzdolž Švajtega hriba, Kosenevice, Sela na Krasu, Brestovice, Medje vasi in potem tam pri Sesljanu proti morju. Torej, ta vzpetina je zahtevala samo z italijansko vojsko 111 696 žrtev.